Lepo pozdravljeni. V jesenskem in zimskem času, ko so dnevi krajši, razmere pa še zmeraj dopuščajo vadbo na prostem, bomo za tekaške treninge vsaj občasno potrebovali naglavno svetilko ali čelko, kot se je njeno ime pri nas nekako prijelo. V prvi vrsti gre seveda za varnost, saj je med tekom dobro gledati pa tudi videti tla pod nogami in to še posebej velja, če veliko tečemo v naravi, kjer so potke polne skritih pasti. To je spolzko in mokro listje, korenine, kamenje, luknje, udrtine in podobne zadeve. Ker smo takole lepo osvetljeni, nas bodo tudi dobro videli drugi udeleženci v prometu, sploh če tečemo v urbanih okoljih, kje v kakšnih parkih, na pločnikih, pa seveda ob robu cest. In tukaj je zelo dobro razmisliti še o dodatnih varnostnih ukrepih za boljšo vidnost. Govorim seveda predvsem o raznih odsevnikih, ki jih imamo bodisi na oblačilih ali športnih copatih. V tem času se zna narava tudi velikokrat obleči v meglo, sploh zvečer ali zgodaj zjutraj, sedaj je seveda odvisno od tega, kdaj mi tečemo. In takrat je zelo dobro, da imamo tudi takšno svetilko oziroma lučko, ki ima možnost takšne rdeče svetlobe, ki utripa, tako da nas bodo potem lažje opazili tudi iz zadnje strani, kajti tale rdeča lučka je navadno nameščena na tem akumulatorju oziroma na zadnji bateriji. Ker je na tržišču zelo veliko svetilk v različnem cenovnem razponu, si je pred nakupom dobro najprej odgovoriti na vprašanje, kakšno svetilko potrebujemo in zakaj jo bomo v bistvu sploh uporabljali. Da si bomo odgovorili na to vprašanje, pa moramo najprej vedeti, kje bomo večino časa tekli in kako dolgo v noč bodo ti naši treningi seveda trajali. Za teke v urbanih okoljih, kot so pločniki, ceste ter osvetljeni parki, bodo zadostovale že takšne svetilke nizko do srednje cenovnega razreda. Ker pa tudi tukaj obstajajo določene razlike, je dobro kupiti takšno, da ima zadostno svetilno moč. Tukaj govorimo seveda o lumnih, s katerimi se meri svetilnost, in pri takšnih svetilkah bi zadostovalo nekje recimo od 100 do 120 lumnov. Potem pomembno je tudi, kakšna je dolžina tega snopa, in za tele urbane teke je čisto dovolj nekje med 30 in 50 metri. Svetilka mora biti seveda relativno lahka, nekje 100-120 gramov, odporna na vlago. Skoraj nujno je, da imajo te svetilke tudi takšno utripajočo rdečo lučko, zato da smo seveda dobro vidni tudi iz zadnje strani. Pomembno je še, da je enostavna za uporabo in da, ko jo takole zložimo, da zasede zelo malo prostora, da jo lahko damo v kakšen žep, vetroko ali kaj podobnega v tistem času, ko je pač ne potrebujemo. Ker sem sam trail tekač, mi je zelo pomembno tudi, da se svetilka napaja iz baterije, ki je za večkratno polnjenje, in tako vsaj malo pripomorem k manjšemu onesnaževanju okolja. Nekatere svetilke, ki sodijo v to kategorijo srednje cenovnega razreda, imajo tudi to možnost, da imajo tole glavo takole vrtljivo, kar pomeni, da lahko mi prilagajamo tale kot te glave in s tem tudi usmerjamo snop svetlobe na različne dolžine in s tem si pač ustvarjamo nek osvetljen pas pred seboj, tako kot to nam v določenem trenutku ustreza.
Če veliko tečemo po neosvetljenih površinah in razgibanem terenu, kot so neasfaltirane gozdne poti, kolovozi, makadami in podobne zadeve, je dobro razmisliti o svetilki nekoliko višjega cenovnega razreda. In sicer, ker so takšni teki v naravi ali izleti v neznano lahko zelo nepredvidljivi in se nam lahko tudi velikokrat zavlečejo. Zato je zelo pomembno pri teh svetilkah, da izberemo takšno, ki nam bo pot osvetljevala vsaj 5 ur. Pred nakupom se je treba pozanimati tudi, kako temperatura vpliva na delovno dobo priloženih baterij, saj se pri nizkih temperaturah le te praznijo nekoliko hitreje. Vsekakor svetujem, da za tek v naravi zmeraj s seboj vzamete še kakšen rezervni set baterij, sploh če niste prepričani o njihovi življenjski dobi. Kar se tiče svetilnosti in dolžine snopa, so za takšne treninge skoraj da že nujno malo višje zahteve in menim, da bi morali razmisliti o svetilkah, ki imajo svetilnost vsaj 250 do 300 lumnov in dolžino snopa med 50 in 100-120 metrov. Ker nas lahko ujame tudi dež ali sneg, je nujno, da so takšne svetilke vodoodporne. Tudi znojili se bomo, najbrž nekoliko bolj kot pri cestnih tekih in relativna zračna vlaga v naravi je nekoliko višja. Možnost usmerjanja snopa svetilke na različne dolžine osvetljevalnega pasu pred seboj je za tovrstne teke skorajda tudi že nuja, zato iščemo takšne, ki to možnost seveda ponujajo. Prav tako je priporočljivo, da imajo takšne svetilke možnost različne svetilnosti, tudi utripanje, torej zelo močno, srednje močno in pa nekaj malenkost manj močno, tako da lahko v bistvu izbiramo tole svetilnost glede na specifike, ki jih v določenem trenutku pač teren ponuja. Če pa so vaše ambicije večje in če se nameravate ukvarjati z daljšimi teki v naravi in pa tekmami na daljših razdaljah, pa boste se morali že v začetku sprijazniti z malo večjo naložbo. Toda nakup zelo kvalitetne svetilke, v katero je vloženo veliko novih tehnologij, domiselnih rešitev in naprednih materialov, se vam bo na dolgi rok še kako obrestovalo. In pri takšnih svetilkah je meni osebno najpomembnejša kvalitetna in dolga doba svetilnosti. Najboljše imajo različne možnosti nastavitev teh svetilnosti, kar pa seveda močno vpliva tudi na čas delovanja baterije. Ker dvomim, da boste kdajkoli potrebovali svetilnost moči 750 lumnov ali več, kot jih nekatere svetilke ponujajo, boste z varčnim programom brez menjave baterij in svetilnostjo nekje med 120 in 200 lumni lahko tekli kar dobršni del noči. Tovrstne svetilke, govorimo seveda iz tega višjega cenovnega razreda, imajo različne pametne programe, kot so prilagoditev svetlobe glede na njen odboj iz okolja in tako lahko privarčujete ogromno energije. Tako vam ob dodatnem ekonomičnem programu omogoča obstojnost baterij do 12 ur pri svetilnosti 120 lumnov in 6 ur pri svetilnosti 350 lumnov, kar je seveda že ogromno. Z nekaterimi svetilkami se lahko celo povežemo s pametnimi telefoni in jih tam seveda krmilimo in upravljamo preko aplikacije. Ena izmed pomembnih lastnosti je tudi ta, da morajo biti te svetilke zelo lahke, saj jih bomo na glavi nosili 10 ur ali več, ker pa je narava zelo nepredvidljiva, morajo biti odporne na vse vremenske
razmere. Prav tako na prah, temperaturo in pa seveda morajo biti vodoodporne. Tudi pri teh svetilkah močno svetujem, da imate s seboj še eno rezervno baterijo ali set baterij, ki se lahko dokupi, in pa prenosno polnilno baterijo oziroma akumulator ali powerbank, kot se reče, tako da boste potem preskrbljeni z energijo vse posod na poti, da vas seveda nikjer ta izpad ne more presenetiti. Ker je na tržišču poplava različnih znamk in proizvajalcev teh naglavnih svetilk, vam svetujem, da izberete takšno, ki je narejena pri specializiranem proizvajalcu z bogato tradicijo, veliko izkušnjami in dobrimi referencami. Namreč ti svetilke razvijajo z zelo dobrimi tekači, ki preizkušajo te svetilke na samem terenu in delajo snovalci seveda različne izboljšave na njih. Tako da svetilka, ki stane 20 ali pa 30 evrov, se nikakor ne more kosati s takšno, ki stane 120, 150 ali celo 180 evrov in več. Ker pa prihajajo na trg vsako leto novi in novi modeli, lahko tu in tam ujamemo seveda tudi kakšno ugodno razprodajo, kjer dobimo vrhunsko svetilko za polovično ceno. Za nasvet pa se vsekakor dobro posvetovati pa pozanimati o svetilkah tudi s kakšnimi izkušenimi nočnimi tekači, ali pa gremo na spletno stran pač teh proizvajalcev, kjer vam bodo tudi z različnimi filmčki pokazali, kako te njihove svetilke delujejo, kakšne programe imajo in podobne zadeve. Vsem skupaj se zahvaljujem za ogled tega vloga, prav tako se zahvaljujem trgovini Hervis, ki je omogočila test vseh teh svetilk, ki sem jih danes malenkost predstavil. Vsi, ki imate kakršnokoli vprašanje, mnenje ali izkušnje, ne samo z svetilkami, ampak nasplošno karkoli iz področja trailteka in pa ultrateka, ste vabljeni na mojo spletno stran www.ultrarobert.si, kjer boste našli veliko zanimivih člankov, vlogov, blogov in nasvetov, informacij, tako da vabljeni do skoraj. Hvala.